Lepo pozdravljeni v centru Triglav Lab in dobrodošli v naši družbi. En lep pozdrav. Jaz sem zelo vesel, da smo se zbrali v takem velikem številu na tej naši vsebinski skupni turi Varno s psom v hribe. Dovolite mi, da ta uvod začnem svojo osebno hribovsko izkušnjo, ki mi je vedno poleg tistega najlepšega, kar se v hribih da doživeti, odprla tudi številna vprašanja, ki so se mi zgodila, ko sem prvič z našo tibetanko Ajšo šel v Visokogorje. Kljub temu, da v hribe hodim že odkar pomnim zase, no, najprej so bili to dolenjski hribi, taki precej nižji, pa precej bolj položni, pa sem dolgo časa okleval, preden sem se s psom lotil Visokogorja. Okleval sem pa zaradi tega, ker se mi je zdelo, da Visokogorje je eno tako zahtevno okolje, da mora človek najprej sam znase poskrbeti, da varno hodiš, pa uživaš v teh razgledih, na teh vetrovnih grebenih pa vrhovih. Šele pol pride čas, da tudi nekoga zraven povabiš. Bodi si človeškega prijatelja ali pa kosmatega planinca, pa med nami je danes tudi kakšen kosmati alpinist celo. Osebno si torej življenja brez hribov pa psov pa narave ne predstavljam. Sem pa izredno vesel in bi tudi čestital Zavarovalnici Triglav, ker v tem Triglav Labu smo izpeljali že kar nekaj takih res vsebinsko bogatih stvari, ki marsikam pripeljejo številno dobro vsebino, pa predvsem zelo, zelo dobre nasvete. Pa da ne bom jaz preveč dolgovezil, pa bil predolg. Gospodje, upam, da mi ne zamerite, da najprej predstavim naši kosmati dami. 11-mesečno Rumi, pa 4-letno psičko Rino. Ona je že kar izkušena gorska reševalka, prejle sva se usedla, taco mi je dala, je povedala, da ima rada helikopter. Nima pa preveč rada človeških neumnosti v hribih. Primož, začneva mogoče kar tam, ker je najtežje začeti, kadar pride klic na pomoč. Ja, to je taka zanimiva zadeva. Ponavadi pride takrat, ko ima zmeraj kaj kosil ali kaj podobnega, ampak pač odločili smo se, da bomo to poslanstvo imeli. Tako sem se pač odločil še, da imam psa za to, za akcijo. Zdaj gorski reševalci smo pri nas v Sloveniji določeni, mislim, da delamo nad 1500 metri oziroma na težkih terenih, tako da naši psi so kar navajeni, da garajo svoje dogodiščine, tako bom rekel, ampak z veseljem to delajo. No, jaz se vam moram opravičiti, ker sem človek akcije, sem tako štartal, brez da sem predstavil svoje človeške goste. Z nami danes Primož Bajd, ki je že do besede prišel, on je gorski reševalc, letalec, vodnik psa reševalca. Potem je tukaj Janez Toni iz Planinske zveze Slovenije, inštruktor alpinizma in inštruktor gorskega reševanja. Jure Pribičevič, solastnik in ustanovitelj podjetja Alfakan. Nekje sem prebral, da je šepetalec psom, ampak jaz mislim, da je on tisti človek, ki zelo jasno, glasno in tudi razumljivo zna psu pokazati, kaj od njega želi. In pa seveda veterinar Zavarovalnice Triglav, Bojan Nikolič, strokovni vodja zavarovanja za male živali. V publiki imamo pa tudi pasje goste. To prijateljstvo naše s psom traja že toliko let, toliko iz prazgodovine, mnogo let in tukaj so z nami tudi prvi dami Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov, tačke, pomagačke, Dušanka Prelc, Premate in pa Jana Miklič. Po koncu se bomo pa dotaknili varnega prevoza psov, zato smo povabili v publiko tudi Katjo Podgoršek, ki pa zastopa znane bokse za prevoz psov. Nadaljujemo tam, kjer smo končali. V Sloveniji rešujemo tudi živali v hribih. Ja, glede na to, da imamo, lansko leto smo imeli v gorski reševalni cirka 870 reševanj,
Od tega je bilo tudi nekaj za živali, od tega imamo pse, se pravi pse se zgubijo, padejo na police, karkoli. Tudi vola smo rešvali, kakšna mačka, kam spleza na drevo, tako da ja, tisto, ko nas pokliče, tisto mu pomagamo, zaenkrat še vsem. Čakajte, Primož, vola ste rešvali? Ja, padel je v kanjon in ga je bilo treba ven dvigati s helikopterjem. A pa helikopter 412 dvigne vola, pa posadko? Zgleda, a ne? Ok. Pa ni bil vol v Visokogorju, menda ne? Bil je v Škofjeloškem, tam je padel, ali v Tolminskem pogorju je padel pač iz paše noter v kanjon in so ga fantje iz Tolmina potegnili ven iz tega. Janez, obisk gora narašča. Gore so vedno bolj priljubljene, sploh po tej neljubi pandemiji se je pokazalo, da smo ljudje mogoče spet začeli malo bolj živeti z naravo ali pa odkrili naravo. Kaj pa obiski gora s psom? Opažate pri Planinski zvezi Slovenije, da je na planinskih poteh tudi vse več psov? Ja, obisk gora res narašča, tako kot narašča obisk gora z ljudmi, se pravi obremenjenost gora z ljudmi, narašča tudi obisk gora z ljudi, ki sabo vzame svoje štirinožne prijatelje. Statistike sicer ne vodimo, je pa opazno, da je tega vedno več in jaz mislim, da je to v bistvu super. Super? Super zato, ker se ljudje več gibajo v naravi. In to pripomore tudi seveda k zdravju splošne populacije. Kaj pa mora vedeti nekdo, ki celo življenje psa sprehaja v nekem urbanem okolju, v parku Tivoli, na PST-ju, danes bi šel pa s psom v hribe. Kako sploh začeti? Začeti najprej z osnovnim planinske vzgoje, ker so hribi predvsem drugačen prostor, ker je pa neko urbano okolje precej bolj zahteven. Pomoč ni na dosegu roke, čeprav se gorski reševalci odzovemo v relativno kratkem času, vsem tam smo prepuščeni sami sebi, moramo poznati okolje, v katerega gremo in se moramo tega zahtevnega gorskega okolja priučiti postopoma. Najprej z lažjimi potmi, potem z vedno težjimi. Priporočljivo je tudi obisk raznih tečajev in izobraževanj, ki ga ponuja Planinska zveza ali pa razna društva. Jure, ko sem šel jaz z našo Ajšo v hribe, sem ugotovil prvič, ker je doma iz visokega Tibeta, da ona se ni zmenila, ali je to planinska pot, ali je skala. Hitro sem ugotovil, da jo moram dati na povodec. Potem sem začel razmišljati, ali psa lahko odnese orel, ali pes ve, da je tam za robom 200-metrski prepad. Če bo zagledala svisca, se bo znala ustaviti, ona šteka te stvari, vidi te nevarnosti. Kako ti vidiš to, ko pač poznaš psa do obisti? Ja, vzgoja psa se začne definitivno doma. Najprej je treba raziskati domače okolje, travnik, gozd, naučiti psa osnove od poklica, hoje na popuščenem povodcu, ga socializirati. Šele na to lahko razmišljamo, da se recimo podamo v neko visokogorje in te misli, ki si jih imel, verjetno tudi ptič bi ga lahko odnesel, na to ne moreš vplivati, ampak definitivno je pa treba psa do te mere vzgojiti, da pač prepozna neko osnovno nevarnost, da odpoklič štima tam, kjer je spuščen in da mu lahko zaupaš, da je prijeten sopotnik, če mogoče kaj ga psa sreča, da se zna normalno, kulturno pozdraviti in da s tem nima težav. Šele takrat bi jaz mogoče razmišljal, da bi ga vzel na kako bolj zahtevno gorsko turo. Ozke poti, zdaj vemo, če ti psa sprehajaš nekje v dolini, vedno se imaš možnost ogniti ali človeku ali avtomobilu. Tukaj pa ta srečanja, kaj bi ti svetoval? Mislim, kakšne pasme so sploh primerne? A delimo pasme, ki so bolj primerne za obisk gora po psihi in v končni fazi po anatomiji? Po anatomiji bi definitivno rekel, da za neke bolj zahtevne visokogorske ture bi se izogibal ekstremov, neke čivave, jorki,
lahko, ampak z nekimi pomisleki, mogoče ga je treba večkrat nesti, treba tudi turo skrajšati. Mogoče tudi na drugem ekstremu, kakšna nemška doga, se treba zavedati, da pač konstitucijsko ni glih primerno, da bi zdaj šel v Triglavski narodni park raziskovati, ker se bo trudila verjetno že po 10 minutah. Vse vmes je pa seveda bolj primerno in zdaj jaz ne bi točno pasme rekel, da so primerne ali niso primerne. Bi pa rekel, da je potrebno, tako sem rekel, se ukvarjati z vzgojo in osnovami socializacije, ne glede na pasmo, seveda z enimi pasmami še toliko bolj. In da je treba vedno razmišljati, da na neki ozki potki, ki si jo omenil, lahko na koncu tiste potke čaka tudi nek planinec, ki ga je mogoče pa psa strah, lahko je otrok, lahko je drug pes, ki pa mogoče ni toliko prijazen, kot je tvoj. In je treba razmišljati v bistvu še toliko bolj, bi rekel, ne samo ena, ampak celo 2-3 korake vnaprej, kaj se lahko zgodi in biti tudi toliko prizanesljiv, da vemo, da nismo tam sami, sploh če imamo psa in glede na to potem tudi poskrbimo. Povodec ali pa spuščen v hribih? Odvisno kje in odvisno kateri pes. Seveda vsi gremo v hribe zato, ker smo v hribih radi, ker uživamo, ker smo radi v naravi. Radi imamo tudi spuščenega psa, seveda si pa to mora zaslužiti s tem, da je lepo vzgojen. Spuščamo ga tam, tako sem rekel, kjer je to dovoljeno, kjer ne oviramo in ne motimo drugih sprehajalcev. Nisem neki fan tega, da bi psa mogel glih povsod imeti s seboj, če ga pa imam, pa pač poskrbim za to, da je na povodcu, vsaj tam, kjer si mislim, da bi lahko koga to motilo. In tukaj predvsem mislim na kakšne koče, ki so čez vikende dostikrat dosti obiskane, je treba pač vedeti, da so tam tudi drugi obiskovalci, tako sem rekel, drugi psi. In predvsem neki ozki prehodi, še enkrat opozarjam, tam ne samo v Visokogorju, tudi če gremo tukaj mogoče na nižje hribe, kjer se velika masa ljudi zbere, pa mogoče ga zdaj dobenega ne vidimo, ampak za ovinkom nas lahko nekdo čaka, tam bi jaz svetoval definitivno uporabo povodca. To je lahko kratek povodec, lahko je dolg povodec, v končni fazi je lahko tudi fleksi, če ga znamo pravilno uporabljati, ampak važno je, da imamo psa pod kontrolo in da se obnašamo pač situaciji primerno in odgovorno, ker mi smo odgovorni za svojega psa, ne moramo reči, da so zdaj še ostali zraven odgovorni. Na tisti turi, ko sem bil jaz prvič z našim psom, sem opazil, ker je bil relativno dostopen vrh, Debela peč, je bilo kar veliko obiskovalcev gora s psi, ampak sem pri nekaterih psih začutil oziroma zagledal strah. Je psa lahko strah, ga lahko prime panika, tako da ima lastnik s tem težave? Seveda, psa je lahko strah, tako kot je nas strah in psa je dostikrat strah takrat, ko je lastnika strah. Tako da v kakih situacijah, če se lastnik ne počuti v redu in če je to neko prepadno območje ali pa če so kakšne zajle in potem tam človek gleda in ne ve, bi šel ali ne bi šel, normalno, da pes potem je še manj siguren v to. Lahko je pa psa tudi strah, ne glede na to, ali je lastnika strah ali ne, ker kakšni psi, moramo vedeti, imajo težave s premagovanjem težkega terena in tudi to bi jaz najprej potestiral mogoče doma ali pa v urbanem okolju. Če vidim, da je psa recimo strah po nekih stopnicah, ki niso mogoče čisto stabilne, potem je treba razmisliti, če bi ga na neko polplezalno turo jemal, ne vem, tako smo se zadnjič pogovarjali, na nanos ali na neke odsekane predele. Tako da, če poznamo svojega psa, ocenjujem in potem tudi znamo prebrati njegovo telesno govorico. Potem je tudi kdaj čas, da če vidimo, da pes ni najbolj siguren v določeni situaciji, da se mogoče zaradi psa tudi obrnemo, če smo v takem položaju in da ne tišimo z glavo skozi zid. Ker v končni fazi gremo v hribe tudi zato, da se ima pes fajn, seveda mi in pes, in bi rekel, da glede na to potem tudi odreagiramo pametno, nočemo pa psa spraviti kako večjo paniko, ker če je slučajno držimo psa na povodcu ali pa bog ne daj ga imamo zvezanega na sebe in zdaj 30-kilski pes naredi neko paniko, je zelo hitro lahko nesreča, tako da to je treba vse razmišljati. Pa absolutni izid, na žalost. Bojan, v hribih sem gledal svoje gojzerje, lep vibram podplat, drži dobro na gladki skali, z gruščem nisem imel težave, palce sem v rokah, ampak anatomija naša, če izhajamo po Darwinu, da smo bolj podobni primatom, mi znamo prijeti klešče, podprijem, šalco, zato smo dobri plezalci. Kaj pa pasje tačke pa hribi? Ja, pri pseh je lahko celo malo lažje, ko oni imajo pogon na vse 4. To je res. Je pa problem tem, res, kot si sam rekel, problem so ostre skale, problem so trni, grmičevje. Tudi če gledamo potem te poškodbe, kar mi pregledujemo, potem te zahtevke za zdravljenje največ poškodb tačk.
Zdaj, a si poreže tačko, si odtrga krempelj, poškodbe kože, oziroma pri določenih pasmah, ne bom govoril, koliko tudi Jure ni hotel navesti pasm, prije doskrat do poškodb ustne votline, predvsem pri tih pseh, ki so neumni na palce, palcofili. To je naprimer tudi naš pes in kamor ga vržemo, bo skočil za njo, a se bo obrnila prvokotna ali ko, on jo bo v usta dobil. Rad imamo tudi dosti teh problemov, ne samo, da si poškoduje ustnico, ali pa dlesni prije tudi do prebitja cele ustne kože, prije palca na drugi strani ven. In kaj, mislim, meni to zveni zelo resna poškodba, sploh če se zgodi tam nekje med nebom in zemljo. Kako izgleda prva pomoč? Kaj moramo lastniki psov vedeti, če pride do nekaj tacga, preden zaženemo kakšno paniko, mogoče preden tudi kličemo na pomoč GRS? Kako psu pomagati v tem primeru? Ja, najbolj mu pomagamo tako, da se prvo mi umirimo, da postanemo mi samozavestni, takrat z lahkoto, mirnostjo pristopimo do njega, ga pobožimo, ga ogovorimo, pogledamo, da ne spravljamo samega sebe v nevarnost oziroma druge mimoidoče, psa umaknemo in potem pogledamo, kaj je z njim. Naprimer, če je poškodovana tačka, pogledamo, speremo z vodo, absolutno ne smemo uporabljati tukaj alkohola, bo pes malo drugače odreagiral, kot če ga kdo da na jezik. In če je karkoli v rani, poberemo ven, lahko imamo, lahko nimamo gazo, damo gazo, če se jim naredimo povoj. In potem počasi obrnemo nazaj in v miru v dolino. Če pa pride do resnejših poškodb, naprimer, da pes nekam pade, pride do kompleksnejših poškodb, se pravi, pride lahko do notranjih krvavitev, poškodovanja notranjih organov, zloma hrbtenice ali pa kolkov, takrat pa deluje 112 in takrat pridejo reševalci. Primož, jaz si tega ne predstavljam, ampak a se kdaj zgodi, da dobite klic pa reče, padel mi je pes? Ja, to se je že zgodilo. Zgodilo se je že to, da je padel pes, to recimo lovcev v eno globel, je pa na eni policiji vstal, pes se je ustrašil, pa je ušel, oziroma ali pa tako rekel, brez dobre discipline preganjal živali, pa je padel, kam. Pride do tega, da pride, ne vem, beranski ovčar na Kredarico sredi avgusta, pa se sam sesede, ne more kamor več. Vročinska kap. Glej, pač primeri so različni, vse mogoče se zgodi pri psih, tako kot pri ljudeh, Včasih se nasmeješ, včasih si pa misli svoje, ampak glej, tako kot je pri ljudeh, ne bi ocenili, kam si sposoben prideti, svoje psihofizične sposobnosti za gore, tako tudi moraš nekako opredeliti svojega psa. In težko si je predstavljati psa, ki ni nikoli videl helikopterja, nikoli ga ni slišal, nikoli ni slišal potiska rotorja, tam leži poškodovan, zraven je mogoče še žalosten, paničen lastnik. Kaj ti svetuješ? Kaj je dobro imeti pravzaprav v ruzaku v primeru nesreče? Vsak ima v ruzaku, saj tako vse učimo, tudi prvo pomoč. In tako, kot je rekel, prva pomoč za človeka je tudi za psa enaka. Sicer pes rab malo več blazinca, majico si lahko slečeš, povije zato, da ni direktnega povoja. Čez načeloma pa za helikopter, pa tudi za reševanje, psa navaditi na nagobčnik. Sicer se čudno to sliši, ampak če se slučajno zgodi, recimo pes brez nagobčnika ne bo šel v helikopter, to je zlato pravilo. Nikoli ne veš, kako bo reagiral, lahko v pilota skoči kakorkoli, tako da tudi naši pse, ko so pač navajeni na te stvari, imamo v helikopterju zmeraj privezane pa z nagobčniki, brez tega ni. Zdaj pa pokazal se je primer reševanja na Koroškem, ko je nemški ovčar vstal pred hišo, ko je bila okoli voda, je naš reševalec najprej rabil, ko ga je helikopter tam pustil pol ure, da je nemškega ovčarja umiril lepo, da sta prijatelja ratala na gobčni gor in pa naprej. Tako da ja, so neki procesi, ko jih vsak človek, ko bi šel v hribe, mogel navajati. Se pravi, to je prva pomoč, navaditi psa na povodec, pa navaditi psa na nagobčnik, ko na helikopter ga bo zelo težko navadil, ker je pač ena specifika taka zelo. Ja, ponavadi vse ne sprehajamo s helikopterji, ne? Ja, ponavadi, ja, malo drago bi prišlo, ampak hočem reči, da pač probamo psa navaditi na to postopoma. Vzgoja je pomembna.
Mogoče je neumno vprašanje, ampak vendarle mene to še vedno bega nagon psiha, ne? Ko pogledam te živali, pa ko pogledam na svojega psa kot na družinskega člana. Mislim, da je bilo enkrat, da ste reševali v brani enega psička pozim, a pes ve, da je rešen, se razveseli, ko pride. Odvisno, kakšen je. Eni so veseli, eni pa ne. To je spet stvar vzgoje. Zdaj, če imaš ti psa, ko je pač ni najbolj socializiran, tudi mene na vesel, ko ga tam do njega prišel na eno polico. Zdaj, Šerkez je imel srečo, da je naletel na psa, ko je bil lačen in je za piškote vse naredil. Ampak hočem reči, da pač to je vse socializacija psa je najbolj pomembna. Pa vzgoja, pa pač pol, da se navadi na vse te stvari. Tako, ko je prej omenil, jaz v Srednjegorju spustim psa, da se svoboden premika, kjer so pa ozke poti, pa to dobro. Jaz jo res nimam privezane, ampak je pa navajena, da striktno za mano hodi. Nič pred mano, sam za mano. Tako da sem jaz zmeraj en korak pred njo. Tako da pač tako kot v naturni smuki, tako tudi na ozkih poteh. Bojan, Primož je že prej omenil težavo z okoljem, se pravi vreme. Vročina, nevihta, podhladitev. Vemo, da psi hodijo v hribe tudi po zimi. Kakšne so pa tukaj poškodbe? Oziroma, kako preprečiti, kdaj vidimo, kdaj je alarm za lastnika, naprimer gremo na neko srednje težko turo in vidimo, da pes začne pešati. Kdaj, kako prepoznati nevarnost vročinske kapi, dehidracije? Kaj bi tukaj svetoval? Ja, v bistvu to je drug sklop teh težav. Mi jim pravimo take sistemske težave. Tukaj je pregretje telesa, utrujenost pa dehidracija. Tukaj je spet poznavanje svojega psa. Jaz sem že zadnjič razlagal, ko smo imeli našo ameriško Staffordko, smo točno videli, niti polovica ni bila poti, začela malo levo, desno, utrujena, večkrat polegati. Takrat sem se jo že obrnil. So šli oni naprej gor, mi smo šli v dolino, pa je bila prav zadovoljna, da ni prišla na 2000. Ona je bila vesela dolo spodaj. Drugače, kakšni so še taki znaki, slinjanje. Pomembno je to, da se pravi, da če prije do pregretja, da psa počasi ohlajamo. Ohlajamo ga počasi z mokro, z hladno vodo, od tačk naprej gor. Ne smemo ga dati kak potok, ker takrat bo pa drug šok, bo pa padel skrb. Pravi, umirjenost, slediti in gledati ga. Svojega psa moramo poznati. Drugače, tudi v Tivoli ne iti s psom, ki ga ne poznamo. Ja, pameten nasvet. Jure, kaj pa... Kako pa sploh izbrati planinsko pot? Kako sploh pogruntati, ali se pes v hribih dobro počuti, oziroma do kam, kje so tiste meje, kamor bi ti šel s psom? Definitivno postopno. Tako kot je treba postopno psa vzgojiti, postopno socializirati, to, kar smo prej rekli, postopno tudi treba ga kondicijsko pripraviti na eno daljšo turo. Sploh dvodnevne, trodnevne ture razmisliti, to, kar smo se prej pogovarjali, tačke. In predvsem je treba imeti vreme tudi malo v mislih, ker pri psih ni tako, da zdaj recimo, da se pes pregreje, to je bila zdaj tema, da imam jaz deci vode in zdaj mu dam malo vode in zdaj pa on več ni pregret in lahko nadaljujem na krederco, recimo. Pes, ko se enkrat pregreje, rabi kar precej časa, da spet zniža telesno temperaturo, ker jo ne znižuje na način, kot jo mi, da se poti, ampak enostavno, koliko lahko diha in če je zunaj 30 plus stopinj, gre to zelo počasi. Tako da je treba tudi vreme malo upoštevati, ne samo zaradi možnosti neviht pa teh nevarnosti, ampak jaz vedno gledam, da turo zberem kondiciji in psihofizičnem stanju psa primerno. Seveda z mladički sploh odsvetujemo, zaradi tega, ker mladiček še nima toliko utrjenih vseh sklepov, da bi lahko kakšne take težje napore sploh premagoval, sploh hoja navzdol. Ni priporočljiva pri mladičkih in tudi pri seniorčkih, če imamo 10 plus starega psa, je treba razmisliti, mogoče mu je fajn v hribih, mogoče je tudi meni fajn v hribih, ampak mogoče bi bilo smiselno ture zbirati zdaj po nekem Srednjegorju, sem prav povedal, ali pa se držati kakih lokalnih hribčkov,
Tako da doma dobro to razmisliti, planirati, vzeti v obzir, kakega psa imam, kaj si jaz želim in ne imeti te romantične predstave, gremo 3 dni, imam časa, bom pa zdaj kar za 3 dni v Julicih malo zginil, pes bo z mano in super bo. Ne. Tudi na kočah niso glih najbolj navdušeni nad tem, da bi psi imeli vstop trenutno v Sloveniji, tako da je treba tudi to razmisliti, ne? Če je nekje postojanka, kje bo pes, a je pes sploh navajen zunaj počakati, če bo zunaj čakal, kje bo zunaj čakal, koliko časa bo zunaj čakal, tako da glede na to pač narediti en dober plan. Se pravi, če potegnemo črto, dober pes planinc mora biti odličen pri odpoklicu, mora znati počakati. Kaj so še tiste osnovnošolske stvari za psa, da ga lahko spustimo v hribe? Predvsem hoja na popuščenem povodcu, ker če te vleče pes, pa greš na 6-urno turo, ti bo roka odpadla. Hoja na popuščenem povodcu in predvsem socializacija z drugimi psi in drugimi živalmi. Ne? Lahko naletimo na srne, lahko naletimo na kozoroge, lahko pa naletimo tudi na krave. Jaz že osebno sem imel izkušnjo, kako izgleda, če greš preblizu krav, ki imajo teličke in se počutijo ogrožene v hribih. Moram reči, da ni bila fajn izkušnja, kljub temu, da je pes socializiran, ampak ko krave napadajo, ne, iščeš najkrajšo pot v stran. Tako da to so neke osnovne veščine in pač ne pozabiti na to, da mora biti tudi psihofizično dovolj pripravljen, da zdrži neko celodnevno turo. Janez, planinske koče in psi, Jure je že izpostavil en manjši ali pa večji problemček. Kaj zdaj s planinskimi kočami? Kako prenočiti, a psa danes lahko v hribe vzamemo na večdnevno turo, se moramo prej z upravnikom oziroma skrbnikom koče zmeniti, kaj priporočate na Planinski zvezi Slovenije? Ja, seveda v kočah je zaradi higienskih standardov v nekaterih prepovedan vstop psov, tako da priporočamo, da se prej pozanimajo pri oskrbniku, kako je pa z nočitvijo skupaj s psi. Nekatere koče imajo urejene prostore za, se pravi, kakšne bokse zunaj, da lahko tam psi prenočijo oziroma se da to dogovoriti. Bi pa upozoril tudi to, da moramo biti pozorni, kot so že govorci pred mano upozorili, se pravi na živali, ki živijo v zahtevnem gorskem okolju, se pravi kozorogi, gamsi. Preganjanje teh živali, če to dela spuščen pes, je tudi saj v TNP-ju zakonom prepovedano. Tako da, zakaj? Zato, ker lahko jih s tem zmoti, jih lahko požene v nevarnost, recimo po zimi, tudi v času turne smuke, ko so te živali mogoče še podhranjene, lahko povzroči tudi tega, da bo žival zaradi tega, ker bo bežala, bo lahko poginila. Tako da ne gledati samo nase, pa na svojega psa, ampak tudi na okolico, kamor gremo. Na tisto naravno okolje in ga puščamo takega, kot smo ga dobili za seboj. Kaj pa, omenil si higieno in bonton, vsi vemo, da pač, če si nekje v mestu na sprehodu s psom, da je treba iztrebke pobrati, kako je v hribih. Kakšen bo rekel, sej ovca se tudi pokaka, kako je s psom? Ja, zagotovo želimo puščati gorsko okolje takšnega, kot smo ga dobili. Iztrebke na poteh se zagotovo pobira ali odstrani, zato ker vemo, da ljudje, ki bojo hodili za nami, noben si ne želi stopati v iztrebek na poti in je zagotovo treba med sabo pač ustrezne vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov in jih tudi potem prinesti v dolino in ne pustiti na koči. No, tukaj bi vsekakor izpostavil tudi poslanstvo oziroma akcijo, ki jo že dlje časa vozi Zavarovalnica Triglav, Očistimo naše gore. Gre za akcijo Zavarovalnice Triglav za čistejše planinske poti in ozaveščanje za varnejši obisk gora. Zato na tem mestu vse pozivam, očistimo gore naših smeti, pa tudi, bom rekel, človeške neumnosti, da reševalci ne bodo imeli dela ne z nami, ne z našimi hišnimi ljubljenčki. Primož, Rina je izkušena letalka, reševalka. Kako pa sploh izgleda reševanje takrat, kadar pa pes pomaga ljudem? Ja, to tako izgleda, da nas enostavno, kot se rekel, pač pokličejo. Zdaj, če je lavina,
je treba hitro odreagirati, a ne, imamo ponovadi prevoz helikopterjem, če to dopušča vreme, drugače, če pa iščemo pogrešane osebe, je pa pač, da gremo na to pot, območje, se dogovorimo, kako kaj in pol se razdelimo in pač pes išče po svojemu načinu, kako pač iščemo. Se pravi, nas opozarjajo, iščejo, ko najdejo, opozarjajo z laježem, dokler pač ne priješ do njega in pač to je osnova tega reševanja. Ne. Za psa je to žura, ne. On misli, da je to vesela igra, da bo na koncu najljubša žogca padla iz žepa najdene osebe, ampak ja, to je takole. No. Pa en kup garanja, ne. Pa srečo imamo, da izmeri to v lepem vremenu. Ne. No, pa ti moraš tudi poskrbeti, če jaz prav razumem, sploh če rešujemo na plazovitem območju, ne. A si pozoren, ona bi začutila, da se bliža mogoče še en plaz? Organizacija iskanja na plazu je tako, da imamo zmeraj opazovalce. No. A veš, ko opozarjajo na to, a ne, zato ker ti, ko delaš s psom ali pa iščeš pogrešanega, pač nimaš časa prav veliko kol gledati, tako da pač organizacija reševanja je pač določena doktrina, ko jo pač mi gorski reševalci uporabljamo, a ne, in prvo načelo je, da moramo poskrbeti za svojo varnost, a ne, in pa seveda za varnost psa, ne. Se pa pri psu čuti, če je neprimerno okolje oziroma če je nevarnost, je malo zadržana. Ni tako pač vesel, čutijo pa psi, če je akcija ali vaja. Na vaji se pes čisto drugače obnaša, kot v akciji. Vem. Ti bi šla reševati, ja. Razumem. Ja, to je to, no. Bojan, ena zelo pomembna stvar se še lahko zgodi v hribih, pa tudi zelo neljuba, ne? Se pravi, v našem Sredogorju, pa tudi Visokogorju domujeta dve naši najbolj strupeni kači, gat in pa modraz, pa tudi so kakšni nevarni insekti, pa smo lahko veliko težavo tudi, če zagrabimo čerada in podobne zadeve. Kako takrat reagirati? Takrat reagirati? Ne, takrat ni klice 112, takrat je naša odločnost, kako bomo odreagirali. Pomembno je to, da zavedati se moramo, da sam gat ali pa modraz prije malo na nižji nadmorski višini, on se tam sonči in leži. Mi ga ne vidimo, ne slišimo, mi gremo mimo, ampak pes pa ima en svoj vojn in gre proti njemu. Zakaj je največ pikov zmeri v obraz ali pa gobček? Zato, ker gre on proti kači z glavo. Ja. Kako to odreagirati? Priti do psa, kačo pustiti na miru, kača ni nič kriva, ne s tam paniko zganjati pa jo pobijati. Gremo do psa, ne uporabljati teh stereotipov, zarezati, posesati ven, podvezati. Samo umirjeno delovati. Ker, ko sem se pozanimal pri kolegih, nimajo zabeleženih kakih smrtnih primerov. Pa lahko teče ustnica, teče nos, tako sam zmanjšati gibanje, se pa kaj bomo zmanjšali gibanje, bo manj pretoka krvi, manj bo šel sama strup v samo telo in takrat potem čim bolj umirjeno v dolino in do prvega veterinarja. Pa psa nositi, če se to da? Praviloma ne, praviloma. Če pa manjšanega, pa seveda damo v rukzak. Daš pa počasi umirjeno v dolino do veterinarja. Jure, še mogoče ena zelo pomembna zadeva, pes v hribih, oprtnica, ovratnica, kaj bi bolj priporočil? Po želji. Vem, da imajo reševalci včasih težavo pri ovratnicah, da se sname, tako da če je pes navajen na oprtnico, je oprtnica super izbira. Ne glede na to, kaj izberemo, je fajn, da je pes na to navajen. Bi pa opozoril, da je tudi potrebno v sklopu vzgoje psa navaditi psa na nagobčnika. Mislim na nagobčnik, ker če ne druga, Bog ne daj, da prije do reševalne akcije, pa moramo psa v helikopter, to zdaj izključujem, ampak recimo moramo na gondolo, moramo v avtobus, moramo se z vlakom kam predstaviti in zdaj, če pes doživi napad panike, ker smo nekaj na gobec dal, to ni najbolj fajn izkušnja. Če se vzamemo par minut na dan, pa to treniramo en mesec s pomočjo pozitivne motivacije lahko vsakega psa in to tudi v naših tečajih učimo, recimo tečajnike, navadimo na brezstresno nošenje nagobčnika in nam v takih primerih, ko pride do kakih težav, recimo pes si zlomi taco, ga blazno boli, cvili, tuli, hoče grist, mu damo gor nagobčnik in smo precej, bi rekel, bolj mobilni, da ga spravimo v dolino. Tako da, poleg te osnovne opreme ovratnica, oprtnica, bi jaz svetoval še uporabo nagobčnika in navajanje na nagobčnik doma. Ja, se strinja. Ja, ona ve, kak je. Rina ve.
Bojan, pri Zavarovalnici Triglav imate kar zelo podrobno razdeljeno zdravstveno zavarovanje za psa, če tako lahko rečem temu. Vse te hribovske tegobe ali pa bom rekel nevarnosti pokriva to zavarovanje? Ja, če to malo razdelim, kot na televizijske nadaljevanke, prva sezona je reševanje psa, ne? Druga sezona je pa reševanje hišnega proračuna. Zavedati se moramo, da kadar pride do teh poškodb, veterinarju mora biti zdravljenje zaključeno čim prej. Prej se zdravljenje zaključi, boljše za psa. In če pa malo ponazorim številkami, naprimer ena urezna rana na taci ali pa na koži zahteva takoj anestezijo in tom prije znešek 400-500 evrov. Če prije do strganja križnih vezi ali pa kakih ploščic pri zlomi kosti, smo takoj pri 2000 evrih ali pa ne daj kolki ali pa hrbtenica, tam je pa 3000 in več evrov. Prav se moramo teh stroškov zavedati. Prav v tem smislu čim lažjega premagovanja teh stroškov je Zavarovalnica Triglav dala ta paket, zdravstveni paket zavarovanja kitev stroškov, zdravljenja, ki vse to zajema. Od pregleda živali, od zdravil, rentgen, magnetna resonanca, ne na koncu tudi samo fizioterapija in masaža psa, ne. Sprav cel kompleks. No, seveda ta posvet ni namenjen temu, da bomo ljudi prestrašili, da ne bi šli s psom v hribe. Zato jaz mislim, da je prav, da tudi vsi štirje naši gosti povejo, vključno z obema damama iz Dlako. Vaše najljubše planinske poti, kam greste naraj s psom? Odvisen, sezona, glej. Zdajle, ko bo vroče ratal Srednjegorje, tam, ko je veliko vode, tako da pač uživa, ali pa res zgodaj v hribe, ni važno kam, ne. Tako da sva zrino tam do 10 že v dolini nazaj, ponavadi, ne. Pozim pa turna smuka, ne. To pa ni važno. Res, da sme biti prepaden pa to, tako da so lepe flehe za usmučati, pa da rina lahko odlaufa, no. To je to. Je pa tako, da je res skoraj ne grem več v hribe brez psa, no. Redko kdaj. Ko greš smučati, ona tudi carving teče, naravnost dol? Ne, ona ima pa direkten smuk ponavadi. Bojan? Ja, vsekakor Primorska, se pravi Nano z Vipavske strani, da smo pa tukaj v Ljubljani pa Pohograjci. Jure? Štajerska, Pohorje, vse bi povabil na Pohorje. Prvič zato, ker lahko greš peš gor pa z gondolo dol. Jaz recimo nerad dol laufam, pa hodim, ker me kolena bolijo. In recimo na Pohorje rad grem ali pa na Kozjak, je res super varianta. Tudi če recimo greš gondolo do Belvija, pa ti ni toliko zahoditi, pa hočeš biti v hribih, lahko potem iz Belvija proti Arehu nadaljuješ. Tako da jaz se držim bolj naših štajerskih koncev. Mi je pa zanimivo pač posod Sloveniji, ker Slovenija je res tako lepa, da kamorkoli pogledaš je s psom 1A za iti na sprehod. Janez? Ja, s psom zagotovo Pohograjsko hribovje, tudi dostopno v popoldanskem času. Sam grem pa v take hribe, ki pa psa ne vzamem s sabo, ker so pa prezahtevni. No, prej ne vem, če smo se čisto konkretno dotaknili, pa mogoče je zelo dobra ta iztočnica. Koliko je lahko težka zavarovana planinska pot, da je pes še sposoben to delati? Jaz si ne predstavljam, da bi psa, ki je večino svojega življenja v Varni dolini pelal, naprimer po Hanzovi poti čez severno steno Mojstrovke. Ali se motim? Ja, to zagotovo ne. To še ni primerna niti za vsakega obiskovalca gora, taka pot, brez ustrezne usposobljenosti pa znanja, pa uporabe ustrezne opreme. Zdaj, zagotovo zavarovane poti niso primerne pač za obisk z psi. Zagotovo ne ferate. Vemo, da že če mi moramo plezati, kako bo plezal pes. Tako da zagotovo pač poti, ki so označene kot lahke in kot nezahtevne. Pa seveda glede na našo izkušenost, najprej markirane, potem za tiste bolj izkušene, mogoče tudi kakšna nemarkirana. Teh dostopov o tem, kakšne poti so opisov, je na spletu pa v vodnikih dostopno zelo veliko. Se pa prej priporoča, da se gre tudi tako pot pogledati ali pa vprašati koga, ki je že bil s psom na taki poti, pa komu zaupate. Ne spraševati kar preko spleta nekoga, ki ga ne poznate. Se pravi, a je taka pot primerna za psa ali ne. Če smo že pri vzgoji človeški in pasji obisku gora, ne moramo mimo Instagrama. Vemo, da kar nekaj pomolov nad slovenskimi stenami
se je pojavilo na Instagramu, zakaj je telefon po eni strani tehnološka prednost, da jo imamo v hribih, pa zakaj odsvetujeta oba te Instagram selfije na robu polic? Telefon prije doskrat prav za, pa ne bi zdaj rad reklamo delal za GRS, da nas lahko pokličejo. Meni tudi prav pride kot orientacija, se pravi, s kartami naloženimi na telefon. Selfiji so pa tako, da je že kar nekaj nesreč bilo, ko je s selfijem se bilo treba za pol metra nazaj premakniti, ko je pač lepša slikca v zadje, se dosti, da se zakotoliš 1 meter, pa si zlom roke, noge, kakorkoli. Tako da selfiji pa hribi ne priporočamo. Mislim, vsak je pa svoje usode gospodara, seveda. Lepe fotke, iz hribov zagotovo dobijo veliko všečkov, moramo pa se zavedati, kot je že poudaril Primož, se pravi, telefon v zahtevnem gorskem svetu je namenjen predvsem temu, da lahko v primeru nesreče potrebujemo pomoč. Če imamo srečo, ne bomo telefona nikoli rabili, za res. Tudi uporaba kart je tudi možna na letalskem načinu, ki porabi manj baterije, tako da vse vabim, da v bistvu uporabljajo telefon samo za primer nesreče. Vemo pa, da so selfiji oziroma sepki del današnje kulture, zagotovo pa tisti, ki to počnejo, dajte pomisliti na lastno varnost, kaj se zgodi, če se vam zvrti, če se spotaknete, mogoče ne čist na rob stene, ampak mečkan stran. Meter stran. Pri zimi sem se še spomnil, da smo pozabili nekaj zelo pomembnega povedati, pa sam si omenil gore po zimi, mi damo gor dereze, kako pes obvlada poledenela pobočja, najbrž ne prav dobro, nevarnost so tudi v pasti. Led pa pes odpadeta. Zdaj, meni se zgodi, ali pa kdaj se kaj zgodi, da pač prijemo do tazga terena tudi na vajah ali kakorkoli, pač takrat mi riskiramo, pa si psa navežemo na sebe, oziroma ali pa v roki ga držim, vsekakor pa ko uporabljamo smučke pa dereze, pes ni zraven nas. Je stran zato, ker če bi z derezo jaz stopil na tole moje revše, bi hitro tistih jurih bili, ko si ti govoril. Kar se tiče pa tako mraza, pa to pa je pa praksa, tako ko je v skalah, da se uporabljajo pač copatki. Zdaj jaz copatke uporabljam, ko je res mraz, zato ko imamo pač vaje, tako da trajajo od 6 zjutraj pa do 5 popoldne, dokler je dan, in pes takrat pač ga je treba tudi začutiti pred mrazom. Prej ste omenili vročinske, pes se tudi zelo hitro podhladi lahko. Sploh tisti psi, ko so brez dlake, mislim, da je to tudi ena zelo velika nevarnost, podhladitve, ko pa psa zelo težko ugrejemo nazaj na primerno temperaturo po zimi, zato ker okolja, ko ga bi imeli okoli, ni primer, koče ni karkoli. Tako da ja, pes po zimi navajen mora biti na mraz, kot človek, pa ustrezno opremo, ker pravilo prav, ni važno, kakšen je vreme, važno, kakšno opremo imaš. No pa če smo že pri opremi, Jure, še eno zelo pomembno vprašanje. Pristop v hribe. Na izhodišče je treba tudi priti. Fajn je, da je pes počit. Kaj bi bil tvoj nasvet pri prevozu psov? Kako psa navaditi na avto? Kako psa navaditi na to, da je sposoben tudi v avtu počakati? Kakšen tak nasvet? Spet postopnost začeti, če psa transportiramo v transportnem boksu, tako si prej rekel, je treba najprej na boks ga navaditi, ne ga kar v avtu tišati pa voziti, potem postopno navaditi na kratke vožnje, vedno psu ponuditi neko pozitivno izkušnjo po vožnji, to pomeni, avto se ustavi, pes lahko gre na sprehod in to je dovolj 5 minut na začetku. Če smo potem ziher, da je pes navajen na avto, lahko začnemo z daljšimi turami, to se ponavadi tam med 3. pa 5. mestom bi se največina psov navadilo. Bi pa opozoril tukaj, da če gremo nekam s psom in ga vozimo v avto, moramo vedno imeti v mislih, da je v avtu precej bolj vroče, avto se hitro segreje in doskrat ni dovolj, da malo šipo pustimo odprto, ker je bilo že kar nekaj takih primerov. Če smo psa navadili na avto in ga zraven vozimo, to ne pomeni, da je to vedno najboljša izbira. Sploh, če za njega nimamo časa in moramo nekje stati, avto mogoče ni najbolj primeren. Tako da postopno navajanje psa na transport,
pogojeno z neko pozitivno izkušnjo in če pes potem v tem uživa, ga lahko tako rekoč kamorkoli sabo vzamemo. Tudi GRS-jevci recimo so lep primer tega, ko so psi navajeni, potem tudi v avtih spat, nimajo dobenih problemov s tem. Je pa seveda to postopno treba do tega priti, ne. Ona bi mi na vsak način rada povedala, pa nisva še na isti valovni dolžini, oziroma jaz mislim, da ji fali akcija, ali kaj. Ja, malo je dolg čas rata. Ma mogoče še iz publike kdo kakšno vprašanje? In potem ose, mislim, psa k sebi poklicati, če prije, in poklicati veterinarsko pomoč. Nekaj, ampak kvečemu gobča hladiti, ni druge, ne. Antihistamini, ki človeški ne pridejo poštev, še ja, to moram povedati, da tudi če smo v hribah ne uporabljati človeških analgetikov, protibolečinskih tablet, ker jih psi ne prenašajo. Ne. Se pravi, ne moreš psu kar pol lekadola? Aspirina pa lekadola, ne. Veterinarska pomoč, svetujem jaz. Tako, ja. Še kakšno vprašanje? Ja, bom jaz odgovoril, ker se mi zdela, ste mene gledali, pa ne vem, če ste tu vmes. Ja, bo strokovnjak, veterinar bolj vedel. Jaz načeloma bi malo vezal na pasmo, večje pasme kasneje v hribe, sploh je pa problematična hoja navzdol. Če se ne vsiljuje tempo, lahko začnemo dosti hitro z nekimi grički do pol ure, tam pri 5-6 mesecih ni dobenega problema. Do 1 leta starosti jaz osebno v neko visokogorje psa ne bi jemal, ne glede na starost, ne glede na pasmo. To je moje lastne izkušnje, so to zdaj pa Bojan. Jaz vsekako priporočam, da do 6 mesecev ne v hribe hoditi, ne. Problem bo dol, tudi enako, če imamo hišo s stopnicami, to je zelo, zelo slabo za njegovo hrbtenico razvoj, ne. Moramo počakati, da dozori, tudi spolno dozori, kaj ti hormoni precej vplivajo na kvaliteto sklepov, tetiv. Če hočemo iti v hribe, nič ne bomo opis od tega, pejmo mi sami gor, uživamo tisti dan, pa pridemo dol, pa potem ga peljemo na sprehod. Bo boljš tako. Ja, to je nabijanje sklepov, ja. Ja, isto, ja. Ja, jaz takoj čutim, pa nisem še toliko star, ampak kolena me bolijo, ne, verjetno psa tudi. Stvar kakšne perspektive. Mislim, da se bi pes bal tudi po hribu dol v hribih recimo iti. Govorimo o 3D globini. Da bi se bal strmine. Ja. Še nisem slišal. Jaz bi tako rekel, no. Vsak strah, ko smo ga opazili, tako pri naših psih, se da to odpraviti počasa, ne. Pa veliko igre, ne. Vsako šolanje, saj z Rino pa to, pa z našimi psi je sama igra, ne. Da ne vem, Jurek, kaj ti misliš, ampak pač jaz svojega psa z vsake prepreke, ali je to hoja s turnimi smučkami, ali je to vožnja s helikopterjem, ali ko je na koncu zmeraj nagrada. Zmeraj na koncu se konča, vsaka vaja se konča pozitivno, ne. Zdaj, če gre po klancu, ne vem, 3 metre dol, pa nagradica, pa naslednjič 3,5, kakorkoli postopamo, ne, nič na danes bo pa naredila 100 km po klancu dol, ne, tako postopoma, sej iz igro pa, zdaj je žogca ali pa hrana, zdaj pa to odvisno od psa, ne. Pa ne siliti te situacije, če se vidi, da pes ni, ne imeti preozkih časovnih okvirjev, zdaj pa more, ne. Tako da včasih je to nekaj mesecev potrebnih, dostikrat ljudje že imajo neko idejo, kaj bi radi, pes še ni pripravljen in lahko pride do kakšne negativne izkušnje, potem se pa to še podaljša. Tako da če vidite, ne, da ni mogoče počakati kak mesec, dva, ne bo nič narobe, pa potem nagrajevati, ne, tako kot je omenil. Naša je bila na začetku zelo bojazljiva, no, tako bom povedal, ne, do 6. meseca, pa čez noč. Prepadov tudi ali...
Ne, tako pač je bila strah, mogoče tudi, ko je bila korona psa, ne, da je bila preveč vezana na doma, ne. Ampak kasneje pa čez noč se je to vse spremenilo, res dobesedno čez noč. Danes pa nima nobenega strahu, še včasih še preveč. A imaš občutek, ko jo pripneš na jeklenico helikopterja, da je tu še vedno stres ali se je čisto navadila? Ne, jaz sva imela srečo, ko sem jo smel en teden, da se je vozila 2 dni s helikopterjem sam. Tako da je to čist to, da je pa na jeklenico pripeta, pa ni na jeklenico, ampak je na mene, a ne. In če sem jaz zraven, pol je pač med nama ta močna vez zaupanja, a ne. Sej, ko je pa ati zraven, bi rekla moja žena, a ne. Pa se pa navzgodil nič, a ne. Bojan, kaj pa višinska, učinek višine? Mi vemo, da se neka meja za višinsko bolezen pri človeku je 2500 metrov. Če se ne motim, je tudi nekje, je tudi neka statistika, da sta na krederci 2 primera na leto simptomov višinske bolezni. Pes je občutljiv na to ali? Ja, psi so tudi občutljivi, ampak precej manj kot ljudje. Zelo bolj redko se pojavljajo znaki, so enaki, sprav slabost, težave z želodcem, zanašanje. Ampak tam pri pseh se začne tam prkoli 2,5–3 tisoč metrov, ampak je zelo redko. Otrok se zaradi zelo slabe izkušnje s kužkom, pa žal je mami velika ljubiteljica kužkov, se težko srečujemo s kužki v hribih, moram pa reči, da jih je zmeri več in tam so steze najožje. Kako se najbolj varno z otrokom srečevati, kako mu svetovati, da recimo počasi se premaguje potem ta strah? Zmeraj, ko se boste malo umaknili na jasno, ko so otroci, tudi sam sem imel 3, umaknete se zmeraj iz steni, ne proti odprtem, ampak proti steni. Pa res pse, pa počasno dobite enega psa, ko je takole, ko unele crklani pomagavčki, ali pa naša, ko je pač vreča za crklanje, in s tem, da otrok dobi zaupanje do psov. Nič drugega, po mojem. Po mojem je samo to edina rešitev. Drugega ni, postopoma, tako kot vsaka stvar. Nič ne gre na hitro. Dobiti psa, ko je pač res tamle tele cunje naše za crkleta. Tako pač je. Jaz bi se lih na to naprej nadvezal. Točno taka psa morate dobiti. Imamo prav z našim psom primer, ki je naš pes prinesel otroku palčko. Pa ni bilo nič. Potem mamica vrgla, pa prinesel spet otroku palčko. Pa on vrgel palčko in ni mogla mama verjeti, da se igra s psom. Je snemala in poslala možu, poglej, ne boji se psa. Se pravi, more na nekaj takega. In kaj taka psa dobite. Tamle na uni strani bi rabili mikrofon, ker jaz mislim, da na to vprašanje je bilo tudi fajn, da bi naše gostje iz publike odgovorile. Dušanka pa Jana iz Tačk, pomagačk, ki imate veliko izkušenj s tem, kako pse približati. Ja, res je. Jaz mislim, da smo tlele v glavnem pasjeljubci, ampak so pa vedno več se pojavljali ljudje, odrasli in otroci, ki se bojijo psov. Pri nas v društvu se lotevamo tega zelo počasi, zelo postopno. Tako kot pri vseh stvareh je pa tudi pri tem odpravi strahu predvsem pomembno, da otroke izobražujejo, da znajo opazovati psa, da ugotovijo, kdaj je pes prijazen, kdaj je žalosten, kdaj je jezen, na tak način z izobraževanjem in opazovanjem pasje telesne govorice. Pa seveda s postopnim približevanjem psom, nič na silo, nikoli. Ja, jaz mislim, da smo bili kar izčrpni. Jaz bi vas še vse povabil, da greste na portal Vse bo v redu. Tam ima Zavarovalnica Triglav kup zelo zanimivih vsebin, res zanimivih. In tam tudi poteka do 14. junija glasovanje za najlepšo planinsko pot. Letos se bodo tudi potrudili, tako kot vsako leto, pa bodo to eno od teh poti obnovili. Pa seveda, zdaj, ko smo zbrani, kot smo rekli, pasjeljubci, Tačke, pomagačke, nekaj bi še dodali?
Ja, mogoče bi še to dodal, da je moja kolegica Jana, je vodja strokovnega odbora pri tačkah pomagačkah in oni pripravljajo, zdaj je tik pred izdajo že priročnik Odprava strahu pred psom in na ta področje bomo prav šolali terapevtske pare, zato ker veliko delamo z otroki in se nam zdi to zelo pomembno, da jih že zelo zgodaj seznanimo s tem, kaj nam kuža hoče povedati, kadar mu nekaj ni všeč. Ena druga stvar, mi smo za današnji dogodek napisali eno knjigico in smo v to malo knjigico zajeli kar vse bistvene postavke vaših strokovnih izjav in če mi dovolite, bi jo jaz podarila reševalcu, ker je glavni junak zgodbe reševalec Janko. Hvala. Hvala. No, jaz sem prepričan, ker noben od nas ne bo skočil s stola, pa odhitel v dolino, da kakšno vprašanja, vsi moji 4 gostje so na voljo, tudi obe pasi gosti sta na voljo, sicer ne vem, bo verjetno Jure pa Primož pa Janez bodo prevajali, kar bodo one povedale. Pa tamle v kotu je tudi virtualna asistentka Trija, kogar zanima vse o zavarovanju psov, lahko se tamle postavi pred njo, pa jo čisto konkretne stvari vpraša, pa jaz mislim, da bo dobil tudi zelo konkretne odgovore. Hvala lepa za udeležbo, varno hodite po hribih, vse bi vas še povabil na en odmaknen konc Slovenije, reče se Dolenjska Himalaja, to je Pogorje Gorjancev in pa Kočevskega Roga, tam so steze široke, je pa res, da je včasih treba imeti psa tudi tam na povodcu, zaradi tega, ker lahko srečaš pa medota. Tako da, hvala lepa za udeležbo, pa se vidimo v gorah. Hvala.